3, 4. Kristus je vstal. Zares je vstal. Aleluja. Hej, dobrodošli, spet nas slišite in tokrat tudi vidite. Eto vse nas, ki smo ustvarjali tole postno akcijo. Postna razmišljanja je pripravila naša sestra Metka. Metka. Ja. Rok je pripravil tehnično izvedbo, sva tudi skupaj snemala. Eto, moj glas ste pa poslušali. Metka, povej nam kaj več. Ja, letošnja postna akcija je bila na temo učenca. Smo poslušali razmišljanja, kaj pomeni za vsakega od nas biti učenec. In smo pač gledali življenje učencev, ki so sledili Jezusu, ki jim je včasih šlo zelo dobro, včasih pa jim sploh ni šlo dobro in se tudi nam to dogaja. In smo vzeli to tematsko pot učenec iz Nove zaveze s prostorom in smo dodali še nekaj drugih odlomkov. Moram pa odkrito povedati, da so razmišljanja na to temo nastala v bistvu na podlagi večletnega poglabljanja. Jaz sem že 10 let poglabljam to temo, kaj pomeni biti učenec, tako da mi je bilo res ful veselje to pisati. In tudi sama sem čutila, da me Sveti Duh vodi in da mi odpira stvari, ki jih sploh me presegajo, tako da je res ta izkušnja, da najprej spremeš, da si učenec. Se mi zdi taka temeljna tudi za nas, ki delamo na svetopisemski družbi, se učimo res poslušati Jezusa in upam, da ste se tudi vi v tem postnem času učili od Jezusa, da bi pol res lahko postali pravi apostoli, pričevalci, zdaj sploh v teh dneh, ko obhajamo Jezusovo vstajenje, da tudi z drugimi delimo to veselje in zakaj verujemo in kaj je Jezus naredil že v našem življenju. Zdaj pa, Rok, je fajn še tudi kaj slišati, ne? Kdo se je poslušal letos to akcijo, koliko nas je bilo? Ja, ne bom šel zdaj poimensko vas naštevati, ampak bilo vas je 1250 približno. Ta številka vsako leto raste, čeprav tudi skrbimo, da ne pošiljamo tistim, ki mogoče jih več ne zanima akcija. Tako da v tej akciji je bilo poslanih okrog 60,000 sporočil, ki ste jih kar pridno odpirali, klikali, poslušali. In smo hvaležni, ker vidimo tudi en zelo konkreten rezultat oziroma nekateri ste zelo konkretno pokazali, da vam je to bilo všeč in se odločili tudi, da ste nastanek te akcije tudi podprli, tako z molitvijo, kot tudi z finančnim darom. Če še niste tega naredili, pa če imate možnost, lahko še vedno naredite. Imate donacijski obrazec, tudi spodaj pod videom je povezava. S tem pa lahko podprete tudi en naš nov projekt, o katerem bo pa zdaj Metka par besed povedala. Ja, res je, pred kratkim je padla ena ideja, da bi tudi še eno novo akcijo pripravili, sicer bo to binkoštna akcija letos prvič. Upam, da bo postala tradicionalna, tako kot postna akcija. Bo pa potekala 9 dni pred binkošti od 18. do 28. maja in bo na temo seveda Svetega Duha, da bi res, ko smo zdaj poslušali, kako učenec hodi za Jezusom, tako bomo potem se posvetili tudi temu, kako v bistvu je pomembno, da poslušam Svetega Duha, da to, kar slišim od Jezusa, tudi dajem naprej drugim bratom in sestram. Bi vas pa povabila, še eno povabilo imam. Če bi se kdo želel priključiti mali skupini, kjer skupaj beremo Božjo besedo, imamo Zoom eklezije, katero se lahko priključite, ali pa tu začnete s tako skupino v svoji domači župniji, pa lahko pišete na metka.kos@svetopismo.si in dobite več informacij. Bi se vam radi iz srca zahvalili vsem, ki ste to z veseljem spremljali. Hvala tudi vsem, ki ste pripravili video pričevanje.
ob nedeljah. In hvala vsem, ki ste molili za nas, za to, za vse, ki so tudi to poslušali, da smo bili tudi na način, prek molitve pač povezani. Hvala, bomo rabili tudi molitve vnaprej, da bomo še naprej, sploh za sestro Metko, ki nam piše ta razmišljanja, da bo polna Svetega Duha, sploh za Vinkošti, da bo še naprej tako dobro pisala ta razmišljanja o Božji besedi. Lahko nas pa podprete tudi finančno, kar je rekel Rok. Imamo tudi donatorje iz tujine, tudi kakšne biblične družbe nas financirajo, zato da sploh lahko si privoščimo toliko časa posvetiti temu delu. Za širjenje Božjega kraljestva, kar je šlo ogromno časa, veliko truda in tako ta projekt, da lahko na tak preprost način sledite vsak dan in poslušate Božjo besedo in razmišljanje. Tako da res hvala vsem, veseli smo tega sodelovanja, lepo, da smo bili tako povezani na ta način in vam res želimo, da še naprej hodite kot Jezusovi učenci, ker je to najbolj polno življenje. Kot je Metka rekla, ni najlažji, ampak je pa polno, ima smisel, no? Je vesela. Ja, da nam boste lahko pomagali tudi izboljšati naše akcije, je spodaj nekje v opisu tudi povezava do ene kratke ankete, s pomočjo katere nam lahko poveste anonimno kakšen svoj vtis, komentar, predlog za izboljšavo, tako da bo že binkoštna akcija lahko še boljša. Ob koncu pa bi vam res samo še voščili blagoslovljeno veliko noč, da bi res s Kristusom, ki je ostal tudi vi, stopili na pot novega življenja, postali Jezusovi učenci, prejeli Svetega Duha in svetu, ki je tako lačen tega upanja in Boga, prinašali to, kar je večno, kar je resnično. Božja beseda. Blagoslovljena velika noč. Vesela velika noč. Čau.